Z nami sta magister Andrej Vizjak, minister za okolje in prostor, in gospod Blaž Košorok, državni sekretar za področje energetike iz Ministrstva za infrastrukturo. Zelo nas veseli, da ste danes z vami. Dobrodošla oba. In seveda zagotovo naše udeležence zanima zeleno okrevanje, ali prinaša zeleno okrevanje tudi priložnosti inovacij. In morda to kar prvo vprašanje, gospod minister, magister Vizjak, če lahko rečete, ali zeleno okrevanje prinaša priložnosti inovacij. Ja, lepo pozdravljeni, upam, da se slišimo. Zelo dobro, hvala. Najprej hvala lepa za povabilo na ta pomemben dogodek, to pomembno srečanje. V tem trenutku namreč energetika v luči sprememb je po moji oceni pred zelo velikimi izzivi, pred enim prelomnim obdobjem, in gotovo je vsako prelomno obdobje in vsaka sprememba zaznamovana tudi z seveda vrsto inovacij, vrsto potem posledično drugačnih novih projektov, da se lahko vse te ambicije, ki izvirajo iz globalnih problemov segrevanja, tudi nenazadnje posledično Pariškega sporazuma, seveda udejanijo v praksi. Energetika je eden izmed sektorjev, kjer bo potrebno ogromno storiti s ciljem razogljičenja in tako imenovane trajnostne oskrbe. Hkrati seveda mora pa energetika ohraniti to, kar vsi pričakujemo, torej zanesljivost oskrbe in neke konkurenčne cene, kar vpliva na kakovost življenja v sleherni državi in seveda tudi konkurenčnost gospodarstva. Torej vse te spremembe v smislu trajnostne preobrazbe energetike ni samo to cilj. Cilj je hkrati ohraniti tudi zanesljivost oskrbe in konkurenčno oskrbo in nenazadnje tudi varnost, ki je s tem pogojena. Seveda zato so potrebni spremenjeni koncepti, ki pa seveda izhajajo iz inovacij. Torej ja, še kako pomembne so inovacije v tem sektorju, priča smo jim nenazadnje kar vedno in znova, zlasti recimo na področju vodikovih tehnologij, na področju baterij in ostalih segmentov širše energetike, in verjamem, da smo šele začeli s tem obdobjem sprememb in nas čaka veliko nalog tu. Hvala lepa, minister Vizjak. Gospod Košorok, vi prihajate iz Ministrstva za infrastrukturo. Kako vidite zeleno okrevanje in inovacije? Priložnost ali past? Ne, zagotovo priložnost. Lep pozdrav vsem, minister, pozdravljeni, vsi ostali udeleženci, lep pozdrav. Jaz mislim, da če tle nadaljujem, kaj je minister končal, tudi on se je dotaknil, da v vseh teh naših okoljih, rekel energetskih in še širje, imamo ogromno znanja akumuliranega, preteklih generacij, tudi novih mladih inženirjev in tako naprej, ki ga je pa seveda potrebno nadgraditi na nek način, v nekaterih delih tudi preusmeriti, če rečem, tudi v druge tehnologije, ga povezati še z bolj trajnostno rabo vseh virov na nek način, da bo čim manj oziroma sploh ne bo obremenjevalo okolja, če zdaj te najina dva resorja, minister za okolje in prostor, pa našo energetiko malo povežem. Torej, na nek način je, če rečem, prepoznan pomen obstoječih energetskih lokacij, ki jih je še možno načrtovati, oziroma neke energetske projekte, pa seveda na okoljsko degradiranih območjih, ki bi tudi lahko imeli nek določen, da rečem temu, pozitiven vpliv na okolje in bodo omogočili tudi nadalje neko novo rabo prostora v korist razvoja tudi, če rečemo, lokalnih skupnosti. Tako da inovacije, če je to naslov povezavi z energetiko, današnji naslov, bom rekel, vašega srečanja, je seveda inovacije so izrednega pomena. Poleg same proizvodne energije je verjetno, če rečem, še bolj strateško vzpostaviti znanja, tehnologije, ki to proizvodno seveda energijo omogočijo, še posebej tudi na nekem komercialnem nivoju. Hvala lepa za to. Oba sta omenila okolje. Torej, energetike brez okolja in okolja brez energetike, ali bo še mogoče?
Ne, seveda, to je okolje, vse, kar nas obdaja, in človeško življenje in delovanje ne more biti brez okolja. Vesel sem spoznanja, da moramo pri tem ravnanju upoštevati eno čisto preprosto načelo, da pustimo okolje čim bolj stabilno, nedotaknjeno tudi našim zanamcem. Se pravi, da ne smemo eksploatirati nekaj, kar bo prizadelo bodoče rodove, bodoče generacije, ampak moramo misliti dolgoročno. Vsled tega so tudi številni strateški dokumenti, cilji in usmeritve. Seveda se pa glede na kontinent, pa tudi glede na države znotraj kontinentov zelo razlikujemo. Nekatere države imajo več tega, več onega, ko govorimo zlasti o proizvodnji, tudi nekatere države lažje dosežejo povezljivost med svojimi deli, ko govorimo o prenosnem in distribucijskem omrežju. Seveda vsem nam je pa nekaj skupnega in tudi tu se kar vrstijo inovacije in tudi slovenska podjetja so del tega inoviranja. To so pa tako imenovana pametna omrežja oziroma kako kar najbolj združiti in uskladiti porabo in proizvodnjo električne energije, še zlasti na ta način, da ne prihaja do špic in da ne prihaja hkrati do velikih vrzeli. Nekateri porabniki omogočajo takšen način delovanja, seveda pa takšen način delovanja tudi pomeni tudi za nas potrošnike, pa tudi za gospodarstvo, tudi en obrat v obnašanju, ena prilagoditev. Jaz verjamem, da smo to čedalje bolj, da se tega zavedamo in da smo to čedalje bolj pripravljeni. Tako da seveda energetika ponuja vrsto področij, kjer so inovacije še kako na mestu z enim samim ciljem, da tudi obvladovati in optimizirati same stroške proizvodnje in da jih narediti trajnostne v dolgoročnem smislu. Hvala lepa. Naši udeleženci oziroma programski svet je nekako izbral, katere so vroče teme priložnosti energetike in inovacij. In izbrali so 4 teme, in sicer vodik oziroma vodikove tehnologije kot perspektivno, bomo rekli, področje za inovacije, potem shranjevanje energije, nato vlaganje v infrastrukturo in pa povezovanje prometa energetika. Gospod Košorok, katero bi vi izmed teh 4 v tem trenutku zbrali kot vašo najbolj vročo temo? Ja, jaz mislim, glede na to, da pokrivam poleg tega še trajnostno mobilnost, zagotovo energetika in promet. Mi vemo, z ministrom sva sodelovala na enih konzultacijah z Evropske unije, kar se tiče prometa oziroma transporta. Na tem segmentu bomo imeli seveda največ problemov, če temu lahko tako rečem, vsaj na segmentu transporta. Zdaj, energetika in promet predstavljate neke vrste šolski primer, če lahko temu tako rečem, povezovanja sektorjev, kjer se v eni obliki, govorim zdaj seveda v obliki e-mobilnosti, prepletajo tehnologije, tako shranjevanje električne energije, kot tudi vodikove tehnologije. Vsem tem ste tudi zdaj spregovorili in odpirajo še več možnih prepletanj sektorjev med seboj. Hvala. Gospod Vizjak, bi vi dodali, katera je vaša, bi rekla, zmagovalna kombinacija vodik, shranjevanje energije, energetika, promet, povezovanje torej teh dveh ali vlaganje v infrastrukturo? Ja, težko je zbrati, ker je vsako izmed teh področij polno izzivov in tudi polno aktivnosti. Gotovo bi pa zbral v bistvu kar 2, kajti vodikove tehnologije pomenijo tudi shranjevanje energije. Namreč mi imamo kar hiter razvoj baterij in shranjevalnikov, ko govorimo o nekem kratkoročnem shranjevanju. Kratkoročno mislim, ne vem, nekaj dni, teden, mogoče 2 tedna ali še več, gotovo pa ne sezona. Mi imamo ključen problem v energetiki v tem, ko govorimo zlasti o obnovljivih virih, da imamo sezonsko neenakomerno razporejeno proizvodnjo in porabo. Naprimer, poleti, če govorimo, imamo zelo veliko možnosti izkoriščanja sončne energije. Seveda, del te energije se lahko uporablja tudi za čedalje bolj pogosto hlajenje, ker imamo vremenske take špice vročinske. Ključni izziv pa je, kako to energijo, ki je poleti, shraniti za zimski čas.
Namreč, kot veste, gre cela kupica, poleg elektromobilnosti, to se pravi električnih avtomobilov, gre veliko gospodinjstev in tudi sicer ogrevalnih naprav, ko govorimo o tem sektorju ogrevanja, na porabnike električne energije preko toplotnih črpalk in podobno, seveda električne energije iz obnovljivih virov, zlasti sonca, pa po zimi, ko to rabimo ni, ne. In vodik se nam tu kaže kot ena možnost tudi sezonskega shranjevalnika energije, to se pravi, da ga proizvedemo poleti in ga koristimo v sezoni, po zimi. Zdaj, jaz sem kar nekaj sodeloval tudi v svoji prejšnji službi v okviru podjetja Hidroelektrarne na Spodnji Savi. Mimogrede, to podjetje je partner v enem konzorciju, ki je tudi prijavilo projekt skupaj z Geoplin plinovodi, Elesom, HSE-jem na nek razpis Ministrstva za okolje, kako tudi Ministrstvo za infrastrukturo, smo to podprli. Gre namreč za zelo pomembno možnost uporabe vodikovih tehnologij v smislu optimizacije energetike nasploh, ne samo shranjevanja, ampak tudi recimo pozelenitve zemeljskega plina, tudi kot energenta pri mobilnosti. Tako da to je eno področje, ki se razvija že 20 let. In imamo veliko znanja. Jaz sem mimogrede tudi delal na Inštitutu Jožef Štefan na oddelku E2, vodi ga Gregor Dolanc zdaj, ki je v špici, ko govorimo o uporabi vodika. Delali so konkretne aplikacije za Slovensko vojsko in tudi za nekatera tuja podjetja. In menim, da je modro to znanje povezovati v Sloveniji, ki obstaja, hkrati temu znanju nuditi konkretne partnerske projekte v gospodarstvu in ne samo v gospodarstvu, recimo tudi, ko govorimo o vojski in podobno, in narediti tu kak preboj naprej. Torej, da menim, da je to področje, ki mu velja veliko pozornosti usmeriti v prihajajočih letih. Hvala lepa. Tukaj je prišlo vmes vprašanje udeležencev. Mimogrede, med našimi udeleženci je prijavljenih tudi približno 30 študentov, kar nas posebej veseli, in tako kemijske smeri kot strojništva, elektrotehnike, matematike, fizike, tako da kar pester nabor vseh znanj, ki bomo jih potrebovali za prihodnost. Vprašanje pa glasi, kako pomembno bo sodelovanje med ministrstvoma, torej Ministrstvo za infrastrukturo in Ministrstvo za okolje v prihodnje. Gospod Košorok. No, jaz mislim, da to sodelovanje je že zdaj zelo dobro in bo še naprej, sem prepričan, boljše. Zdaj, če tle nadaljujem, kjer je minister končal, on je govoril o vodiku, pa govoril je seveda o Inštitutu Jožef Štefan. Tukaj, mogoče čez cesto naprej, je naslednji inštitut oziroma je Kemijski inštitut. Oni zdaj ustanavljajo neke vrste nacionalni inštitut za baterije. In mislim, tako se pridružujem mnenju ministra. Seveda, to znanje, ki ga imamo v Sloveniji, je res vrhunsko in narediti še ta preboj oziroma neke vrste poslovni model, kako te izkušnje, ki jih po inštitutih imamo, implementirati v prakso. Jaz mislim, da je to dobitna kombinacija, sploh s temi vsemi našimi družbami, ki sem prepričan, da bodo uspešni tudi na razpisu, ki ga je minister omenil. Seveda, tle morda poleg vodika bi omenil še sintetični plin, ne, ki predstavlja na nek način ozelenitev plinskega sektorja tudi v primeru Slovenije. Hkrati pa predstavlja tudi neke vrste velik potencial pri shranjevanju energije v primerjavi, bom rekel, z električnimi baterijami. Tako da vodik vidimo na vseh teh konferencah, ki jih imamo, oziroma srečanjih z evropskimi ministri za energijo, postaja najbolj popularna beseda zdaj sploh. Portugalci, ki prevzemajo od Nemcev, bojo nadaljevali seveda to in z vso pozornostjo spremljamo ta dogajanja na področju, tudi sami razvijamo nekaj, kar se tiče vodikovih tehnologij, ko je minister rekel. Je pa odprto seveda veliko neznank pa vprašanj, ampak jaz mislim, da ta tehnološki napredek na tem področju bo seveda olajšal tudi neko doseganje tega cilja, ki mu rečemo dekarbonizacija. Torej, dekarbonizacija, nova področja oziroma bomo rekli, vračajo se področja, kot ste rekli, tudi minister Vizjak, vodik, potem še gospod Košorok ste omenili sintetične pline, pa to povezovanje prometa in energetike, pa hkrati Inštitut Jožef Štefan, Kemijski inštitut, pa še verjetno marsikatera inštitucija, ki je v bližini vašega ministrstva.
Kaj pa lahko naredi država in ministrstva za to, da podprejo inovativnost in da podprejo inovativne? Gospod Vizjak, izvolite. Ja, poglejte, zdaj, jaz sem bil tudi v svojih, bi rekel, mladih letih, mladi raziskovalec, konkretno na Inštitutu Jožef Štefan, prav na tem odseku, ki sem ga prej omenil, sem delal v tej sferi in bi ločil dve področji. Eno je področje raziskav in razvoja, ki ga usmerja Agencija Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost. Tu so te tako imenovani raziskovalni projekti, ki jih v glavnem peljejo naše inštitucije znanja, kot jim rečemo, od raziskovalnih inštitutov pa do tudi fakultet. Drugo so pa seveda konkretne aplikacije v tehnološkem smislu, v gospodarstvu. Zdaj, kar se tiče vloge države pri tem, je več kot jasno, da je za razvoj in raziskovalne projekte, to se pravi na nivoju implementacije določenih idej v smislu izdelave nekih pilotov, nekih demonstracijskih verzij, je seveda prva poklicana agencija za razvoj in raziskovalno, oziroma za ARRS, ki je pod domeno Ministrstva za visoko šolstvo, znanost. Drugo je pa seveda ta drugi del, kako določene tehnologije, ki so že prešle ta razvojno-raziskovalni cikel, spraviti v konkretne gospodarske projekte in te projekti izkazujejo neko tako imenovano finančno vrzel, to se pravi, potrebujejo nekaj denarja države, da so sploh ekonomsko upravičene, kajti gospodarski subjekt ne bo izvedel nekega projekta, ki ni ekonomsko upravičen, zato rabi določeno podporo in prav za te tehnologije, ki jih danes omenjate, imamo na voljo v Sloveniji sistemska sredstva, to je sredstva sklada za podnebne spremembe. Namreč v ta sklad za podnebne spremembe se steka denar od prodanih CO2 kuponov in se namenja za naložbe v smislu ozelenitve oziroma zmanjševanja emisij. To se pravi, imamo denar za ta namen, imamo ga relativno dovolj, približno se ga steka 60 milijonov evrov vsako leto. Imamo trenutno na zalogi kar 130–140 milijonov evrov denarja in smo seveda dovzetni za takšne projekte. Zdaj moram biti zelo jasen, da ne bom jutri dobil, kako bi rekel, en plaz teh projektov na mizo. Ključno je, da so nosilci teh projektov gospodarski subjekti, ki v tem vidijo in tudi prevzamejo določena tveganja. Vloga države je, da zapolni prej omenjeno finančno vrzel teh projektov, ne pa da mi nekdo prinese to, kar znajo, ne vem, list papirjev na mizo in reče, lejte, zdaj pa naj država izvede ta projekt. Država ni za to, da izvajajo te projekte, je pa za to, da jih podpira na način, kot sem povedal. Hvala lepa. Gospod Košorok, kako vidite vašo podporo inovatorjem? Torej, inovacije, ja, razvoj, znanost in tako dalje, pa tudi kako spraviti potem konec koncev produkte ali storitve na trg in z njimi zaslužiti. In kako lahko vaše ministrstvo podpre takšne ambicije? No, s primerno zakonodajo, s primernimi predpisi, zdaj, da bi, a veste, vse pri nas je preveč, mislim, da je podjetniška iniciativa tista, ki mora prepoznati v določenem, ne vem, produktu, projektu nek končni izkupiček, nek dobiček, če temu tako rečemo. Če to zasleduje, ne more zdaj pričakovati to, kar smo se pogovarjali, da bo zdaj pa država čisto vsakmu vse na nek način prinesla na pladnjo. Mi moramo narediti neke vrste okvir, zato da bo se ta okvir znal z nekimi konkretnimi projekti zapolniti. Tako kot je minister Vizjak rekel, ne potrebujemo zdaj šopov papirja, zato da bomo zdaj uradniki na ministrstvih preberali, ali ima to smisel ali ne. Mi pač prepoznamo, ali je nek projekt, kot se reče, feasible ali ni, in ga seveda lahko na ta način podpremo. Je pa na vsakmu pač svobodna gospodarska pobuda, da bo v nekem projektu prepoznal. Seveda, zato mora imeti pa primerno okolje oziroma zakonodajni okvir. Prav, pa če dovolite, bi šli malo na vprašanje, ker je kar nekaj vprašanj prišlo vmes. Če lahko na kratko, pač kdo lahko oba ali pač tisti, ki bo se prvi počutil poklican za to vprašanje, ali na ministrstvih razmišljate, da bi v državne družbe vpeljali tudi kazalnik trajnostnega delovanja in ne zgolj dobičkonosnost?
To je mišljeno verjetno, ja, minister, izvolite vi prvi. Ja, izvolite. Trajnostna naravnanost je sestavni del politike sleherne gospodarske družbe v državi. Jaz si sploh ne znam predstavljati, glejte, mimogrede, mi zaključujemo zdaj to dolgoročno strategijo razogljičenja v Republiki Sloveniji do leta 2050 in ta dolgoročna strategija pokriva vse sektorje, tudi industrijo. Poleg energetike, prometa, kmetijstva, tudi industrijo in sestavni del te strategije in te nove industrijske politike je seveda trajnostna naravnanost. Mi imamo vrsto dobrih praks v Sloveniji, ko govorimo o industriji. Zadnjič smo ob 160. obletnici recimo steklarne Hrastnik zaključevali njihov investicijski cikel v nove peči, taljenja stekla, ki uporabljajo obnovljive vire in vodik. To je pravzaprav zelo sodobna tehnologija, ki pravzaprav je na nek način že uporabna v konkretnem gospodarskem okolju. Seveda vrsta podjetij gre v tem smislu in sem tudi vsakodnevno seznanjen ob sestankih z temi gospodarskimi družbami, da vidijo seveda poleg tega, da morajo biti konkurenčni, da morajo obvladovati stroške, seveda poleg vseh teh običajnih gospodarskih izzivov, seveda tudi to trajnostno komponento. Zdaj, ali bomo to zdaj zbirokratizirali pa uvedli v obliko nekega točkovanja pa parametriranja, nisem glih najbolj zadovoljen, lahko tudi o tem razmišljamo, si pa ne znam predstavljati sodobnega menedžmenta v nekem razvitem v evropske trge vpetem gospodarskem subjektu, ne da bi razmišljal o tem oziroma ne da bi vlagal v ta del, pa še mimogrede, čedalje več dobaviteljskih verig to zahteva. Tudi kupci to zahtevajo, ko govorimo o seveda trgu na debelo v okviru Evropske unije, to trajnostno komponento. Danes praktično, če želite prodajati resnim dobaviteljem, se še kako sprašuje tudi po trajnosti, kako delate, koliko energije, iz katerih virov uporablja neko proizvodno energijo, kako je z učinkovito rabo, kako je z obvladovanjem vhodnih materialov, kako je z odpadki, še zlasti tu bi opozoril seveda kompletno področje industrijskih odpadkov. Tako da to je danes že pretkano v gospodarske politike in sleherni gospodarstvenik se tega še kako močno zaveda. Ja. Se vprašanje je letelo bolj na državna podjetja, ampak ja. Jaz bi šla na naslednje vprašanje, pa mogoče za vas, gospod Košorok. Vodikove tehnologije in promet. V teku je nakup novih vlakov. Pri nas je kar nekaj prog še neelektrificiranih. Vprašanje, ali in kdaj bo Slovenija kupila vlak na zeleni vodik? Dobro vprašanje. Zdaj kupujemo, mislim, da nekje 52 kompozicij, smo včeraj slišali, 21 od tega jih je na elektriko, 21 jih je na nafto oziroma še vedno na star dizel, ostale sta pa, tista razlika je pa dvonadstropni. Tako da bojim se, da v tem trenutku Slovenske železnice glede na ceno, vprašljivost tega ne razmišljajo še o nakupu. Je pa to vprašanje, ki bi ga lahko tudi zastavili v mestnem prometu, se pravi v avtobusih. Nekaj iz takih projektov imamo, mislim, da imajo v Šoštanju, kjer želijo s 5 avtobusi oziroma tudi na vodik obogatiti svoj vozni park v mestnem prometu v mestni občini Velenje in Šoštanju. Tako da nekaj je, bojim se pa, da kar se tiče pa vlakov in na vodik, pa to mislim še neka srednjeročno oddaljena prihodnost za Slovenijo. Ja. Mogoče podvprašanje, kdaj bo v tovrstnih tehnologijah slovensko znanje, da bomo v bistvu tudi mi služili z njimi, takšnimi tehnologijami in ne kupovali vsega zunaj. Če dovolite, jaz sem prej omenil en konzorcij 4 slovenskih podjetij, gre za državna podjetja, ki sodelujejo v pravzaprav tem Power to Gas projektu, ki je in so se prijavila na evropski razpis. Torej tudi slovenska državna podjetja prepoznavajo izziv in so pripravljena v to vlagati svoj denar.
V Sloveniji imamo znanja, prej sem že omenil, kar tudi en inštitut in verjamem, da je tega znanja dovolj. In problem tega vodika in komercialne uporabe je seveda v trenutnih stroških opreme, ker grejo seveda te elementi in te komponente v milijone evrov, kakšna polnilna postaja za kakšne avtobuse in podobno. Tako da to je še določena bariera, kako preskočiti resno komercialno uporabo, ampak poglejte, tudi ko smo začeli z mobilno telefonijo in smo imeli, oziroma so imeli takratni obrtniki tiste cigle, smo rekli, to so bili tisti prvi telefoni, ki je bil tako približno kot cigu, je to koštalo nekaj tisoč takratnih mark, ne. Danes pa vemo, po čem se dobi mobilni telefon, da človek niti ne more verjeti, da lahko dobi, ne vem, nekaj tisočkrat bolj zmogljiv mobilni telefon od takratnega, pa je tega enih 30 let nazaj, ne več, za nekaj evrov, ne. Tako da tudi tu bo šel razvoj in komercializacija v smislu ekonomije obsega dol. Seveda, žal moram reči, da Slovenija, tu Slovenije žal ne vidim, ko govorimo o tej masovni proizvodnji in posledično tem zniževanju stroškov, vidim jo pa pri seveda prenosu znanj v konkretne aplikacije. Znanja imamo dovolj, seveda, da bomo pa delali v Sloveniji vodikove polnilne postaje, si zelo težko predstavljam, no, ker teh iniciativ tudi danes še ni in jih tudi zelo težko vzpostavimo kar čez noč. Znanja pa je na tem področju. In mimogrede, no, ne vem, če ste zasledili, ne morem od tega, da ne bi izpostavil recimo res en inovativen projekt, ki se ga gre ena državna družba, ki se ukvarja s hidroenergijo, ki bo poleg bazena hidroelektrarne postavilo največjo sončno elektrarno in jo priklopilo na prenosno omrežje in bo v bistvu ta sončna elektrarna predstavljala kot nek četrti agregat te hidroelektrarne. Namreč v tem se bo akumulacijski bazen te hidroelektrarne uporabljal za izravnavo in kot hranilnik energije. Gre za zelo inovativen projekt, ki ga je sposobno slovensko znanje implementirati. Jaz celo mislim, da brez subvencije, kljub temu, da so subvencije za to na voljo. Torej, moramo se opreti na lastno pamet, na lastne danosti, tudi na lastne izkušnje in verjamem, da bomo imeli kar nekaj uspeha lahko. Hvala lepa. Zdaj pa, če dovolite, eni 3-4 vprašanja so prišla, če lahko na kratko odgovorimo, da bodo vsi prišli na vrsto. Ali lahko pričakujemo kakšen razpis za postavitev vodikovih polnilnic iz naslova Sklada za podnebne spremembe? V Velenju imamo vse pripravljeno za nakup vodikovih avtobusov, čakamo le še razpis za polnilnice. Ja, jaz kontra vračam to vprašanje z zelo enostavnim vprašanjem, na katerega pa verjamem, da ne bom dobil odgovor. To je, kolikšna je vrzel tega projekta, to se pravi, pod katerimi pogoji in s kolikšno subvencijo, govorimo o procentih, naložbe bi se ta zadeva, bi rekel, ekonomsko izšla. Pa prosim, da je vrzel recimo manjša od 80%. Hvala za ta namig. Pa 90 slovo. Grem tudi na 90. Prav. Hvala za ta namig. In vprašanje, mislim, da za vas, gospod Košorok, z objavo novih subvencij in prehoda na de minimis sistema so podjetja omejena na cirka 45 subvencij v 3 letih, kar ni ravno spodbudna informacija za njih. Če gledamo prodajo v letošnjem letu, pa so podjetja kupila skoraj 70% vseh registriranih električnih vozil v Sloveniji. Nanaša se na e-mobilnost in na subvencije za e-vozila in še bi združila še z enim vprašanjem na temo električnih vozil in sicer, da je, če dovolite, že drugo leto znižanje subvencij Ekosklada za nakup novih električnih vozil, kljub temu, da je teh vozil na naših cestah še vedno relativno zelo malo in v letošnjem letu smo dobili ogromno novih modelov na trgu, recimo Twingo, ki postaja zanimiv za povprečnega voznika, potem pa sledi nenadno znižanje subvencij na avto je predrag in tako dalje. Gospod Košorok, izvolite. To poznam, smo se o tem pogovarjali, 6500 € je subvencija bila. Zdaj se bo znižala, dejstvo je, da s to subvencijo izključno in samo služijo trgovci z vozili. To podobno vozilo čez mejo je 2 do 3 tisoč € nižje, mi pa dajemo subvencije komu? Trgovcem z vozili.
ne, kar je po mojem mnenju popolnoma nepotrebno. Seveda, imamo tudi pogovore, tudi mi mislim, da je z družbo Eles, ki ima skupaj z Darsom pa z Telekomom en, rekel, zelo kvaliteten projekt. Seveda se bo pa ustavil pri tem, da so električna vozila dražja. Vse te družbe, ki bi bile recimo zainteresirane, govorimo o državnih podjetjih, bi bile zainteresirane za nakup, imajo težave s svojim upravljavcem, ker bo težko dokazali, da je ta nakup takšnih vozil, rekel, v primerjavi z bencinskimi racionalnejši. Ampak to na nek način mi, rekel, zdaj med seboj urejamo. Po drugi strani, pa kar se pa tiče de minisa oziroma 45, to so pravila Evropske unije, tako da mimo tega žal pač ne moramo iti. Potem je še na podobno temo vprašanje, zakaj se ne poveča vsota sredstev za ekosklad za subvencije za električna vozila. Povpraševanje se povečuje, sredstva pa ostajajo na istem nivoju, čeprav je v podnebnih ciljih jasno napisano, da moramo dobiti na cesto veliko več električnih vozil, kot pa jih imamo. Torej v letu 2021 bo subvencij samo za cirka 500 novih električnih vozil in če pač želimo več vozil, tako da kako pa s tem, gospod Košorok, kako reševati več vozil električnih na cesto, pa vendar subvencije nižje? Ja, to ne vem, odkje je ta preračun prišel, ampak jaz razpolagam z drugačnimi podatki. Zdaj ne vem, če bo to samo 500, mislim, da jih bo več, ne. To je vprašanje tudi, je tukaj, kar se ga nismo dotikali, so recimo neke vrste pametna mreža oziroma pametne polnilnice, kako to gledamo z vidika elektrifikacije prometa, ne. Zdaj, vsi bi samo na nek način želeli subvencije, drugo pa je, kar se danes nismo dotaknili, pa tudi spada med inovacije, pa kakšna je povezava med, ne vem, med temi električnimi vozili oziroma elektrifikacija vozil, proizvodnje različnih vrst, tudi če želite obnovljivih virov oziroma sončne elektrarne in tako naprej. Tako da tu bi jaz bolj v to smer razmislek. Prav. Bi še to nekaj dodal, lahko? Ja, izvolite. Poglejte, praviloma se subvencionirajo nove tehnologije in recimo tudi električni avtomobili, pa tudi električne polnilnice, neko določeno obdobje, da pride do ekonomske upravičenosti projekta kot takega. Skratka, treba je prebiti nek let, neko začetno obdobje in nenehno misliti na to, da bomo z subvencijami, kako bi rekel, razvijali neko panogo, seveda ne bo šlo. Danes imamo subvencionirano električno mobilnost tudi na način, da so občine postavile polnilne postaje, kjer je gorivo zastonj. Namreč, sam prihajam iz občine Brežice, tam smo namestili kar nekaj polnilnih oziroma občina v okviru enega projekta, kar nekaj polnilnih postaj in se lahko vsi priklopijo in zastonj polnijo. Tudi to je subvencioniranje elektromobilnosti, ne preko vozila, ampak preko konkretnega energenta. Zdaj, jaz sem seznanjen, da seveda cene električnih avtomobilov padajo, ker se po logiki ekonomije obsega, to se pravi, širi proizvodnja, cene in stroški glede na ekonomijo obsega padajo in razvijajo se stvari in zato je na mestu, da se tudi subvencije znižujejo, ker je ta finančna vrzel manjša. Ampak jaz ne bi razmišljal samo o tem, kako subvencijami nekaj spodbijam, ampak tudi kako z ostalimi ukrepi. Recimo, jaz sem že ministru za finance predlagal in verjamem, da bomo to tudi nadaljevali na ta način. Recimo, nekaj smo že naredili. Električna vozila niso več podvržena davku na motorna vozila. Doslej so bila. Z novim zakonom o DMV električna vozila niso več predmet obdavčitve preko tega zakona. Drugo, kar je, menim, da bi lahko bistveno znižali ali obdavčitev službenih električnih vozil. Namreč službena električna vozila so podvržena raznim bonitetam, zato so seveda enako kot ostala, zato so torej enako privlačna za, govorimo, službeno uporabo, kot so in osebno uporabo službenih vozil, kot so vozila na te fosilne vire. Tu se mi zdi, da je veliko, pa še to, kar je omenil državni sekretar z Ministrstva za infrastrukturo. Veste, tudi polnilnice za električne avtomobile bi bilo modro in narediti skupaj v kombinaciji z proizvodnjo električne energije in sončne energije. Imamo kar nekaj primerov poslovnih stavb, kjer je na strehi sončna elektrarna
in zraven polnilnica in se seveda potem lahko polni tako vozilo na elektriko preko sončne elektrarne. In ko se nekdo odloča za nakup, upošteva ne samo ceno novega vozila, takega in drugačnega, ampak ceno tudi energenta skozi določeno življenjsko dobo in potem postajajo električne vozila vse bolj feasible oziroma finančno upravičena. Tako da, prosim, razmišljamo o kompletu, ne samo o eni subvenciji in tudi to, da je veliko vprašanje, kje ta subvencija pristane. Najslabše je, da pristane pri nekomu, ki je zgolj posrednik in si s tem krepi dobiček. Če bi še dodati tukaj, videl sem prej tudi kolego Saloberja, da boste imeli tudi naprej na vašem današnjem forumu. Obstoji v Sloveniji konzorcij za zeleno transformacijo slovenske energetike, med katerimi sta ustanovna člana Eles pa GEN-I, pa še ostale distribucijske podjetje, ki imajo zelo en projekt, ki ga lahko zdaj povežemo, torej neka povezava med proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov oziroma iz energije sonca in poraba električne energije z temi elektrificiranimi vozili preko pametnega polnjenja oziroma pametnih omrežij. Jaz mislim, da bo kolega Sarober sigurno o tem projektu več povedal, je pa to projekt, ki točno to naslavlja, o čemer smo zdaj govorili. Ja, v bistvu sta omenila kar nekaj tem, kot energetika in promet, mobilnost, potem električne polnilnice, ki bodo prav sledile v nadaljevanju tega programa danes. Jaz bi samo še za konec prosila vaju za zaključno misel in sicer skratka zeleno okrevanje, inovacije in vajino področje delovanja. Kaj bi se naj zgodilo v naslednjem letu, da bi rekla, da je bilo vaše ministrstvo uspešno? Gospod Košorok, morda pa potem na koncu gospod Vizjak, če dovolite. Ja, jaz mislim, da za neke vrste to zeleno transformacijo ali pa zeleni prehod pa za energetsko tranzicijo bo potrebno veliko vlaganj, tudi na strani samih porabnikov energije. Potem energetika jim lahko, ali pa energetska branža jim lahko pri tej tranziciji to seveda pot močno olajša, če bo tudi sama sebe ustrezno transformirala in ponudila svojim odjemalcem neke vrste zeleno rešitev ali pa poslovno priložnost za energetiko, pa lahko hkrati pomembno tudi generiramo s tem gospodarsko rast. Hvala lepa. Gospod Košorok in magister Vizjak, vaš zaključek. Ja, seveda, za Ministrstvo za okolje in prostor je ključno, da v življenje spravimo ključen strateški dokument, to je dolgoročno strategijo razogljičenja do leta 2050, ki bo zelo jasno nakazovala smeri razvoja, tako na področju energetike, na področju prometa, na področju industrije, kmetijstva, gozdarstva in vseh sektorjev povezanih z razogljičenjem. Na podlagi tega bomo seveda tudi že delamo peljali tudi konkretne projekte. Jaz sem vesel, da smo na ministrstvu uspeli preko vlade spraviti odločbo o prevladi druge javne koristi, spravi glih javne koristi obnovljivih virov nad javno koristjo ohranjanja narave v primeru hidroelektrarne Mokrice. Vesel sem, da smo uspeli podpisati koncesijsko pogodbo za Srednjo Savo in s tem začeti pomemben projekt še na tem delu vodotoka. To govorim vse zaradi tega, ker bomo imeli več obnovljivih virov električne energije, ki so hkrati tudi stabilni, niso podvrženi torej tem, tako podvrženi, kot smo recimo pri soncu. Seveda je pa tudi zelo pomembno, da bomo nadaljevali v okviru ekosklada in v okviru subvencioniranja naložb tudi v te skoraj nič energetske stavbe, tako javne kot zasebne, da bomo na področju elektromobilnosti tudi spodbujali še naprej to elektromobilnost, tudi z vsem tem, kar je bilo doslej povedanega. In recimo moj cilj je vsaj 150 milijonov evrov za te naložbe konkretno iz podnebnega sklada nameniti v prihodnjem letu 2021. Hvala lepa obema za vajin obisk. Ostanite še naprej z nami, če vam čas dopušča. In vaju že zdaj vabim, da ob letu Osore pogledamo, kaj je bilo narejeno v tem letu, ko je tudi Slovenija bo 2021 predsedovala Evropski uniji in verjetno bodo tudi teme energetika in okolje tiste, ki bodo na mizi tega predsedovanja. Tako da hvala lepa.